Ja, v Mestni knjižnici Ljubljana imamo eno tako, lahko rečem, kar fino navado, da izdelamo en kup enih dokumentov in te dokumente potem tudi objavljamo na naši spletni strani na informacijah javnega značaja. Se pravi, tukaj je seznam strateških in programskih dokumentov in te so razne smernice in poročila, strateški načrti in te stvari. Tako da zdaj po novem je na tem mestu tudi ta dokument dobil svoj prostor. Kaj je bil pravzaprav vzrok? Zakaj smo izdelali te smernice? Zato, ker je referenčna dejavnost je v bistvu tako pomembna osnovna dejavnost knjižnice in je bila ideja, da se s tem dokumentom nekako polnomoči zaposlene. Hkrati pa želimo poudariti tudi večplastnost, pomen referenčnega dela. Zdaj, in seveda, predolgo se je kazala neka potreba po tovrstnem dokumentu, ki bi bil namenjen našim sodelavcem. Sicer v slovenskem prostoru je dosti člankov na temo referenčne dejavnosti, ampak ta dokument ne želi biti še en od njih, ampak je nekako ideja bila, da izpostavimo nekakšen odnosen vidik in vse tisto, kar je pri našem delu pravzaprav pomembno. V sklopu programa Špik vem, da se dr. Polona Viler ukvarja s to tematiko, ampak zdi se mi fino, da tudi kolegice in vsi zaposleni v knjižnici pravzaprav malo pobrišemo prah iz vsega tistega, kar smo nekoč delali, pa je morebiti prešlo v nekakšno rutino. Zdaj, to je tudi tukaj napisano, skratka, nadgradnja rutinskega dela, to je namen, čemu smo postavili te smernice. Kot sem že rekel, podpora zaposlenim pri izvajanju tega pomembnega in ključnega dela v knjižnici in seveda krepitev kompetenc in spodbuda k razmisleku. Dokument je pravzaprav nastal tudi na podlagi različnih debat, ki jih imamo formalno ali neformalno v knjižnici, ki se pa ves čas na kakršenkoli način tičejo stroke. Hkrati na podlagi tega lahko potem razmišljamo o nekem razvoju, o novih storitvah in podobnem. In to, kar je tukaj napisano, nadgradnja rutinskega dela. Ob tistem vsakdanjem delu dostikrat malo pozabimo, kaj je pravzaprav stroka, ki je v ozadju, kaj je bibliotekarska znanost, ki je v ozadju. Pa kot sem rekel, ta dokument ne želi biti še en članek ampak želi bolj, je naša ideja bila bolj, da vsem nam ponovno nastavimo neko ogledalo, da malo razmislimo o zadevah, ki jih počnemo, da to ni naše referenčno delo, naše referenčne službe in storitve niso zgolj neko rokohitrsko obvladovanje ukazov, ampak kjer bi sami sebe postavljali v vlogo nekih skladiščnikov, ki samo tekamo, bibliotekačev, ki tekamo po knjige, ampak smo dejansko strokovnjaki na svojem področju in ne vemo, zakaj gre. Temelj smernice seveda je zakon in pa kar gre za splošno knjižnico in seveda strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice. Zdaj na tem mestu nismo omenjali vseh tistih dokumentov, ki so podzakonskih aktov, ki nas vežejo, ampak nam je šlo bolj za nekako kako stvari delati v praksi, kako se obnašati, na kaj paziti, kaj so tiste pomembne
točke za izboljšanje našega dela, lahko rečemo, ne. Zato smo tukaj se naslonili na Document for Public Library Service Guidelines in seveda potem smernice za vedenja, ne, v referenčnih službah, ne. In pa omenjeni še spodaj Ohio Reference Excellence. V bistvu gre za program, ki zelo podrobno in detaljno se ukvarja s celotno vsebino in je potem tudi nekako vplival na nastajanje tega dokumenta. Idejo o besedilu, ne. Če smernice, ne, ki so nastale, nismo hoteli, da bi bile razvlečene na 100 stranih in da bi iz tega nek tak kompleksnejši tekst nastal, ampak je morebiti tisto, kar na nek način lahko morebiti čutimo kot pomanjkljivost, ne, pa vendar ni, ne. Nekatere stvari so zgolj omenjene, niso tako poglobljene, ampak dajo vseeno ne zgolj vtis, ampak informacijo, ne, v tem, kako je smiselno urejati, kako je smiselno, kako je prav, da se obnašamo oziroma opravljamo svoje delo, ne. In na ta način potem razmišljamo in usmerjamo svojo prakso, ne. Tukaj je nekako so povezana teoretska izhodišča, teoretska podlaga in praktična priporočila. Hkrati pa z besedilom nočemo postavljati neko togo pravilo, ampak strokovno utemeljeno izhodišče in potem seveda posledično tudi razmislek o izvajanju naših storitev. Smernice so namenjene zaposlenim v Mestni knjižnici Ljubljana in našim novim sodelavcem. Zdaj, tam sem malo sramežljivo napisal, ne, knjižnične javnosti, ne, glede na to, da je dokument objavljen na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana pod informacijami javnega značaja, pomeni, da lahko kdorkoli pogleda ta dokument. No, tukaj je spletni naslov, kjer je tudi pod QR-kodo se skriva in vmesnik, kjer vidimo navedene te smernice, poleg vseh ostalih strateških dokumentov, ki jih imamo objavljene. Ja, no, se pravi, vsak uporabnik lahko ve, kaj lahko pričakuje od nas, ne. Zdaj, če pogledamo samo strukturo dokumenta, ta današnja predstavitev je pravzaprav nekakšen povzetek, nekakšen abstrakt. Povedal bom veliko dokumentov, nič ne bom povedal v dokumentu, kaj je noter, ne. Tako da tukaj je majček še reklame naredim za naš učni center in program, ki ga bomo izvajali v naslednjem letu, kjer bo tudi del na nekem mestu, tudi v našem programu bojo te smernice majček bolj podrobno obravnavane. Skratka, gre za dva dela, eni so splošna določila in teoretična izhodišča, kjer je nek uvod in ta teorija, ki, se pravi, v uvodu smo napisali, kaj je naš namen za nastanek tega dokumenta, kakšna je zakonska podlaga, mednarodni dokumenti in seveda podatki Mestne knjižnice Ljubljana, in ki se nadaljuje potem v teoretska izhodišča, se pravi, kar sem že prej omenil, od definicij do etičnega kodeksa v končni fazi in smernic za komunikacijo, ki jih in referenčne storitve. Potem v nadaljevanju drug del dokumenta, ki naj bi bil
namenjen bolj praktičnim pogledom. Prav tukaj so nadaljna poglavja, ki jih bomo zdaj meček na hitro pogledali. In sicer ena od stvari je naša referenčna storitev, njene značilnosti in kakšna je vloga. Zdaj tukaj gre za tisto osnovno značilnost referenčnega procesa. Zdaj, če pogledamo meček v zgodovino, Samuel Green je že konec 19. stoletja razvil idejo, da knjižničarji pomagajo uporabnikom pri izbiri knjig, da bi odgovorili na svoje potrebe, namreč uporabniki. Pa potem je Pirjevc tam leta 40 še nekatere stvari napisal tudi za naš prostor. Če se vrnem na Greena, on je izpostavil 4 temeljne funkcije knjižnic, in sicer učenje uporabnikov, odgovarjanje na informacijsko vprašanje, priporočanje ustreznih in relevantnih virov in pa aktivno promocijo knjižnice. To je meček za osnovo, potem v nadaljevanju pa to, kar jaz imenujem predreferenčno stanje, se pravi, to je vse tisto, s čimer uporabnik pride k nam. Zgodovina iskanja, namen iskanja, motivacija, zakaj je sploh prišel v knjižnico, vse tisto, kar se je zgodilo prej in moramo potem v našem referenčnem pogovoru oziroma v referenčnem procesu potem v nadaljevanju odkriti in razčistiti, da lahko potem ustrezno odgovorimo, in da je potem uporabnik odide z informacijo, ki dejansko rezultat, ki je dejansko ustreza njegovemu vprašanju. Seveda, ta referenčna storitev je dejansko nekakšno ogledalo našega knjižničnega prostranstva. Ali uporabnik zazna to, s kakšnim namenom smo tam, ali ga morebiti meček okoli prinesemo, grdo rečeno, pa mu ne damo vtisa, da smo ga slišali, ne dobi tega zaupanja, ki bi ga mi kot knjižničarji recimo pričakovali, da ga uspemo nekako se zbuditi v uporabniku. Seveda potem posledično gre za vprašanje, kakšne izzive imamo in kakšne priložnosti v nadaljevanju našega dela. Potem naslednji poglavje govori o referenčnem pogovoru, kako razumeti uporabnikove potrebe, kako to predreferenčno stanje postaviti v nekakšen kontekst. Vse prevečkrat lahko rečem, se sliši, ko uporabnik pride do informacijskega pulta, pa ta prvo reče, a lahko malo zmotam. V bistvu smo zato tam, nihče ne moti, tam smo zanj. In to je potem tisto, kar je pravzaprav temelj, kjer se potem, kako pomemben je pozdrav, kako pomembna je tista začetna faza, da se uporabnik čuti dobrodošlega in da nam ni odveč. In potem gre naprej za sam potek referenčnega pogovora, kakšen je stik, kakšno vprašanje uporabljamo in tako naprej. In seveda knjižničar kot najbolj pomembno orodje pravzaprav v referenčnem pogovoru. V nadaljevanju potem je vprašanje o komunikaciji, stik z uporabnikom. To je tisto, kar je pravzaprav zelo pomembno in zato se mi zdi, da si zasluži samo eno svoje poglavje v tej celotni zgodbi referenčne storitve. Kakšne kompetence imamo, zakaj in kako znamo ali ne znamo učinkovito komunicirati. Tukaj noter so potem tudi vedenjske smernice, ki jih je Rusa pri Ali zapisala in posodobila, skratka, kako vključevati, kako biti dostopen, kako pokazati zanimanje, iskati, kakšno evalvacijo narediti in podobno. Ta pozitiven odnos kot temelj zaupanja, to je tisto, kar sem že prej omenil, kako pokažemo pozornost, ali damo
damo signal, da nam lahko uporabnik zaupa ali dobi občutek, da je moteč dejavnik. Verjetno nimamo polena na mizi, tako kot je bilo v zgodovini, da ga je kakšen knjižničar imel, pa pustimo detajle, ampak naš pristop želi biti malo dejansko drugačen, vključujoč in privlačen, recimo. Zdaj, v kontekstu uporabnikove situacije želimo celostno obravnavati njegovo informacijsko potrebo, se pravi, a gre to za delo, gre za študij, gre za, ne vem, neko šolsko nalogo, karkoli že. In tukaj je pomembno poznati kontekst iskanja informacij. Seveda, ob vsem tem ne moramo mimo Ranganatana in njegovih zakonov bibliotekarstva tudi v tem kontekstu komunikacije. Potem v nadaljevanju je vprašanje strategij iskanja. Tukaj, kot sem že prej rekel, knjižničar kot orodje, prvo orodje pravzaprav referenčne storitve. V tem dokumentu se ne ukvarjamo z bulovimi operatorji in podobnimi tehnikalijami. To so stvari, ki se predpostavljajo. To so stvari, za katere se zdi, da bi jih mogel vsak knjižničar čisto a priori vedeti, pa za ta dokument niso toliko pomembne, kakor ves ta drug del, ki je nekako tudi za uporabnika pomembnejši. In potem seveda načrtovanje iskanja, kako razumeti vire, ki jih je že uporabnik pogledal in podobno. Seveda, točnost, aktualnost, kritična presoja informacije je ena od vsebin, ki je zelo pomembna, prav tako tudi kako vodimo uporabnika skozi proces iskanja, tako da širimo njegovo znanje, njegovo obzorje. Na tem mestu ne moramo tudi mimo uporabe umetne inteligence pri iskanju, znamo to kritično uporabiti in tudi uporabniku nekako kritično predstaviti, kako lahko sam nekatere stvari naredi bolje ali pa katerim pa s tem se je fino izogniti. Pomembno pa je, da imamo ves čas stik z našim uporabnikom. Sedmo poglavje je potem posvečeno svetovanju za branje. Se pravi, vse tisto, kar dobivamo vprašanja v smislu, dajte nekaj dobrega za brati, dajte kaj takšnega, kot je to in to in podobno. Zdaj, ta paket svetovanja za branje potem gre meček še za ta emotivni del. Ne sam kognitivna raven, ki je malo bolj izpostavljena pri iskanju strokovnih informacij, ampak tudi kako ta del našega dela vključuje tudi bralčevo oziroma uporabnikovo razpoloženje, možnosti eksperimentiranja in tako naprej. In tukaj je potem knjižničar kot nek spremljevalec, kot nek follow-up, lahko rečemo, ki je tisti, ki mora v nekaj sekundah prepoznati razpoloženje ali pa vsaj približno ugotoviti, kaj je tisto, kar uporabnik dejansko potrebuje. Ne kaj knjižničar misli, da potrebuje, ampak kaj uporabnik dejansko potrebuje. Seveda, knjižničarjeva priprava, že vsi oni možje, ki sem jih prej omenil, Grimm, Pirec in podobne, govorijo o tem, brati je treba, gradivo je treba poznati. V našem prostoru sta v zadnjem času profesorci na oddelku, dr. Polona Vilar in dr. Sabina Fras Popovič,
opravljajo eno čudovito delo, ne, ki nam včasih je všeč, včasih pa ni, kakorkoli brati treba. Ne. In v tem kontekstu lahko govorimo potem o svetovanju za branje kot nekakšni bibliopreventivi, ki je vključena v naše delo. Tlere je biti še treba omeniti to zadnjo točko, ne, svetovanje za branje nadaljavo. Tukaj imamo tudi kupenih možnosti, da to izvedemo. 8. poglavje je posvečeno pogledu v prihodnost, ne, referenčna dejavnost v času preobrazbe, kjer nas tehnologija ves čas pravzaprav prehiteva, ne. Kako v hibridnem okolju izvajamo te dejavnosti, ne. In kako naj bi bil knjižničar nekakšen informacijski mentor, ne, ki zna usmerjati, zna prepoznavati priložnosti, izzive, pasti in podobno. Hkrati pa je vse to povezano z našo stroko. Ja, z našo stroko, ki je v bistvu usmerjena na skupnost, ne, to je tisto, kar je pomembno, ne. Na koncu je napisanje na mestu zaključka in ne zaključek. Zakaj? Zaradi tega, ker smo želeli dokument odprti v prihodnost, ne, zato, ker tega ni konec, ne, ker je to delo, ki ga upravljamo, ker želimo biti usmerjeni k vedno boljšim storitvam, ne, ker želimo naše storitve razvijati, zato, ker tudi želimo s tem dokumentom biti nekako odprti v prihodnost, ne, in potem seveda opolnomočiti zaposlene, tako tiste, ki brišemo prah iz našega znanja, ki nam je morebiti in dela, ki nam je prešlo že skoraj v rutino, pa tudi tistim, ki so novi v naši stroki. To bi bilo vse. Še enkrat hvala za vabilo na tole predavanje.